All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow. Dobrodošli v All for Rainbow podcastu, kjer se dotikamo različnih LGBTIQ plus tem. Današnja tema je aromantičnost. Saj smo februarja in velja februar za mesec aromantičnosti. In z mano je Tamara, hej. Živja. Torej, jaz sem našla tukaj eno tako kratko definicijo aromantičnosti na spletu, ki opisuje aromantičnost kot nezanimanje za romantična razmerja oziroma odsotnost romantične privlačnosti. Kaj pa za tebe pomeni aromantičnost? Kako bi opisala? Jaz bi to opisala kot zase osebno kot pomanjkanje zanimanja za romantično razmerje. Torej, to, kar si jaz iz opazovanja drugih ljudi predstavljam kot neko romantično razmerje, mene pač res ne zanima oziroma si pač ne želim, niti si ne želim romantične pozornosti od nekoga, tako da na ta način, no. Ok, tako da vsi ti občutki, ko jih ima recimo oseba, ne vem, metuljčki, ko jih opisujejo. Mislim, malo je težko zares veš, kako se nekdo drug počuti glede neke stvari, ker kako se zares odločimo, da ta nek občutek, ki ga imamo, je pa romantična ljubezen. Se ne moreš vedeti, kako se nekdo drug počuti ob tej isti stvari, ki jo opisuje. Definitivno so pač, drugače sem lezbika, samo da še to povem, ne? Definitivno pač imam izkušnje, ko mi je neka ženska pač zelo všeč, pa pač hočem imeti neko razmerje z njo, ampak to, kakšno razmerje hočem imeti z njo, je pa zelo drugačno od tega, no, kar je nekako predstavljen kot normativa, bi rekla temu v današnjem svetu razmerji. Ja, brala sem eno zgodbo o nevidnem slončku, da ima vsak nevidnega slončka, ki se mu prikaže šele, ko pride do neke starosti. In so nekako to bolj povezali z aromantičnostjo. Kako zdaj opisati tega slončka, ki je neviden in ga nihče ne opazi in ima vsak drugačno predstavo o tem slončku. In pol nekdo, ki tako pričakuje tega slončka, da se bo pojavil pri določenem letu in pol se ne. In se pol malo tako sprašuješ, kaj pa zdaj? Ja. To je kar primeren opis. Kako si pa ugotovila, da si aromantična? Kako si prišla do tega? Tako bom rekla, jaz prav o tem, s to besedo sem začela o sebi razmišljati par let nazaj. Torej, ne vem, koliko sem bila stara? 25 sem bila stara. Ampak definitivno, ko pač pogledam za nazaj, nikoli, spet ne vem zares, kako se večina ljudi v tem počuti, ampak jaz nikoli se nisem počutila, kot da rabim biti v razmerju z nekom. Pač sem tako imela specifične osebe, ki so mi bile všeč, pa pač na tak ali drugačen način, ampak nikoli pa nisem zares rabila pač neke take ekskluzivne povezave z nekom, ali kako bi temu človek rekel. Ampak potem, ko sem bila v prvem bolj resnem razmerju, sem pa ugotovila, da to, kaj jaz hočem od razmerja, je zelo tako ni kompatibilno s tem, kar drugi želijo. In mislim, drugi pač ta moja bivša punca, kar je ona želela. In sem
takrat potem si rekla, joj, to je očitno nekaj, o čemer se je pameten tako mogoče vnaprej, ne, tako povedati ljudem, da če bi bili s tabo v razmerju, da pač bo drugač, kot je neka družbeno sprejet način, no, kako so ljudje v razmerjih. Tako da zaradi tega sem potem dejansko začela to besedo uporabljati zase, ampak v bistvu jo uporabljam samo tako, povedala sem par ljudem, ki jih poznam, ker smo se pač pogovarjali o razmerjih, ampak v resnici jo uporabljam pač na OkCupidu, zato ker tam je pač relevantno. Ja. Ok. Kako pa to vpliva na tvoje življenje, pa mogoče razmerja z drugimi ljudmi, v čem se mogoče razlikuje? Definitivno sem imela obdobje v življenju, ko sem se počutila, kot da pač si ne želim tazga romantičnega razmerja, da je to nekaj, kar bi moralo biti drugače, ne vem, kako naj to opišem, ne da je tako narobe, ampak da najbrž, ne vem, bom pač spoznala pravo punco in potem bo vse drugače in bom pač si nenadoma želela vse te stvari. Ne zato, ker bi mi direktno kdo to rekel, v bistvu imam ful srečo, se mi zdi, ker nikoli nisem doživela, to je res, sploh nisem doživela v življenju, da bi me ljudje spraševali, zakaj pa z nikogar ne dejtaš, tako pač. Ampak vseeno je pač tak pasiven pritisk kot pač povsod in potem ne moreš tega ponotranjiti. Tako da malo sem včasih bila preokupirana s to mislijo, joj, mogoče mi vseeno manjka ta stvar v življenju, pa sam ne vem tega. Ja, jaz bi mogoče kar tu začela tudi temo, če poznaš besedo amatonormativnost. Sem jo že slišala, ampak nisem se pa zelo ukvarjala z njo. Ja, jaz sem spet prebrala v svojih raziskavah, da je to ideja, ki predpostavlja, da vsi ljudje težijo k iskanju the one lover, torej k eni osebi, ki jo bojo spoznali, se z to osebo poročili in ne vem, imeli otroke in da je to potem zveza monogamna, izključujoča ali zavezana, po mojem. In da daje malo na stran druga razmerja, vsa nekonvencionalna razmerja, prijateljstvo recimo. In se vidi dostikrat recimo v filmih ali pa v kakšnih reklamah, pa tudi, ne vem, imela si res srečo, da te nihče ni tega spraševal, ampak jaz sem dostikrat dobivala vprašanja, če že imam koga, pa kdaj bom spoznala, ali pa ja, saj še imaš čas. Ja, meni je prav ta ekskluzivnost, da nekoga postaviš nad ostala tvoja razmerja, je tisto, kar mene najbolj odbija. In da te neka druga oseba postane najpomembnejša oseba na svetu, ki jo boš vedno postavil pred vse ostale ljudi, pa še hujš, sorry, da govorim tako negativno, ampak da ta druga oseba tebe postavlja vedno nad druge ljudi, to me pač zelo tako utesnjuje misel na to. Jaz sicer si želim imeti partnerko, ampak ne partnerko v smislu, da bom potem pa katerakoli druga razmerja, da jih bom pač zmanjšala, pač ne želim si tega. Tudi razmerje sama s sabo, meni je pač jaz rabim veliko časa sama s sabo in če pač, I guess, da sem introvertirana in če preživim preveč časa z drugimi ljudmi, je pač to lahko zelo naporno zame. Tako da pač tudi to je nekaj, kar bom vedno rabila, težko bi mi bilo živeti
skozi za neko drugo osebo, zdaj živim sama na srečo, ampak še vedno pa si želim imeti partnerko, pač nekoga, na kogar bi se lahko na mal drugačen način zanesla, kot recimo na druge ljudi. Zame osebno se mi ne zdi partnerstvo avtomatično pač romantično. In tudi velikrat ljudje govorijo pač o zakonih, da ko se pač, ljudje so pač romantično zaljubljeni, pa ko so pa toliko časa skupaj, pa ne več, ker da je to pač ful grozna stvar. Ampak meni to je točno to, kar jaz hočem preskočiti v sem prvi del. Ja, to je moje mnenje o tem. Ja, se strinjam, da dostikrat, ko nekdo pride v romantično razmerje, potem malo postavi na drugo mesto recimo že prijateljska razmerja. In se mi zdi tako zanimivo, ker vseeno prijateljska razmerja ostajajo dlje časa v tvojem življenju, ponavadi kot neka romantična ali pa bolj intimna razmerja. In kako se ti zdi ta ideja? Recimo, dostikrat ljudje svoje zveze potrjujejo s porokami in temi zadevami. Če bi obstajalo tudi nekaj za prijateljstvo, potrdilo. To bi bilo ful luštno. Definitivno ja, pač to, kako je prijateljstvo nekako prikazano kot manj vredno ali pa celo manj zanimivo od romantičnega razmerja, definitivno se zelo ne strinjam s tem. Vsaj kar se moje osebne izkušnje tiče. Ja, in tudi čisto iskreno ne razumem, zakaj smo kot družba prišli do teh sklepov, ker v praksi, kot si rekla, je pač v bistvu večina ljudi ima zelo dolga prijateljska razmerja, ki so jim zelo pomembna, ampak vseeno kar nekako smo se pa odločili, da to vseeno ni toliko pomembno kot romantično razmerje, ker ne vem, ne spiš s svojimi prijatelji, ali zakaj, ne vem, kaj je ta razlika v bistvu. Ja, mislim, da še vedno tako večina ljudi mogoče vidi, da preraste neko razmerje iz prijateljstva lahko, ko je vključen seks ali pa neka intimnost telesna, ki jih v prijateljskih razmerjih ne počnejo. Tako da ne vem, že Friends with Benefits se mi zdi, da je to neka taka, ali ne vem pa, ali bi rekla tabu, ali pa da potem ljudje takoj pomislijo, da neko neresnost, pa da se ne moreš vezati zvezanost. Ja, pa tudi ne moreš se raziti s prijatelji, to je stvar, ki gre meni ful na živce. Ker včasih pač nočeš biti več z nekom prijatelj iz takega ali drugega razloga, ampak nimamo niti enega družbeno sprejemljivega načina, kako to nekomu povedati, ne da bi se na smrt skregal. Ja, čeprav včasih, vsaj v mojem primeru, ugotavljam, da se zgodi sploh recimo z prijateljicami in prijatelji iz srednje šole ali pa iz teh šolskih okolij, se ponavadi nehaš pogovarjati in potem nekako se to tako prekine. Ja, to je en način, ampak je dolgotrajen in naporen. Ja. V osnovi se moramo več pogovarjati, bi rekla. Ja, definitivno. Okej. Kaj pa si misliš drugače nasploh, ne vem, o Valentinovem, ki tudi prihaja zdaj? Mislim, to je ameriški kapitalistični praznik, ampak do katerega iskreno nimam nobenega odnosa, pač je, ne mot me nič bolj, kot me Božič mot.
Božič me tudi smoto kot Valentinovo, ker sem ateist in sem tako, ne, nočem teh praznikov, ampak v bistvu mi je vseeno. Prej smo se tudi o porokah pogovarjali. Imaš tudi kako mnenje o tem, ti je ok, ko nekdo potrdi na ta način z zvezo ali pa? Meni osebno, vem, da se nekaterim ljudem poroka zdi zelo v nasprotju z nekimi idejami LGBT gibanja in vse to razumem, ampak meni osebno bi se mi bilo všeč poročiti, ampak iz takih zelo površinskih razlogov. In sicer mi je všeč, da pač sploh za nas, ki smo pač queer, da lahko pokažemo javno to svojo pač neko ljubezen, partnerstvo, karkoli že, da lahko to pokažeš vsem svojim sorodnikom in prijateljem, ki jih nisi videl že 15 let. Pa tudi lepo je nekomu reči, da je tvoja žena, no, kaj ne rečem. Ja. Pa tudi sigurno so kakšne, nisem nikoli šla v te detajle, kaj dejansko so pravice, ki jih dobiš, ko se poročiš z nekom, ampak sigurno je vsaj kakšna stvar uporabna. Ja, bi rekla, da so potem, imaš neke privilegije na koncu tudi. Ja, ja. Tako da trenutno v takem trenutku, v katerem zdaj živimo, se mi zdi poroke čisto super, ampak če jih bomo pa nekega dne presegli in tega ne bomo več rabili, bo pa tudi super. Ja. Kakšna se pa ti zdi reprezentacija aromantičnih oseb v medijih in popkulturi? Praktično nikoli nisem videla. Res ne spomnim se, da bi dejansko videla prav namenoma prikazano aromantičnost. Edinkrat, ko sem gledala film in sem si rekla, jaz to zdaj berem kot aromantičnost, je en film, ki ga vse ostale lezbijke na tem svetu sovražijo. Jenny se poroči, ki je en film, ki je pač o nekem lezbičnem paru, ki se bosta poročili in ena od njiju še ni avtirana v svoji družini in pač to je plot. In veliko kritik tega filma je bilo to, da pač ta lezbični par ne deluje prepričljivo, zato ker med njima ni toliko kemije, kot bi lahko bilo, pa ne vidiš, ne vem, nobenih seks sceni ali nekaj tazga, kar je neumen kriterij za to, kaj je nekaj prepričljivo, ne, ampak pustimo to. Ampak meni osebno je bil pa ta film izjemno všeč in sem potem gotovila, da raven zato, ker sem pač jaz to prebrala kot neko tako aromantično razmerje. Ampak ni bil to namen tega filma. Ne pravim, da te kritike niso pravilne, sigurno so pravilne, ampak... Ja, jaz imam tak občutek, da mogoče je več teh ugibanj, da ta lik pa bi lahko bil ali pa bila aromantična oseba. Ni pa prav tako specifično povedano, ja, jaz sem pa aromantična. Ja, včasih so kakšni liki, ki jih ne zanimajo razmerja sploh. Recimo pred kratkim sem gledala eno serijo Los Spookies, v katerem je en lik, ki izrecno reče, da ga ne zanimajo razmerja. Tako da verjetno njega bi lahko prebrali tudi kot nek aromantičen lik. Ampak ja, to je, bi rekla, edini primer, ki se ga ta trenutek spomnim. Jaz sem slišala še za serijo Sherlock, ki ga igra Benedict Cumberbatch. Yes. Da je ena scena, kjer pove, da ga ne zanimajo ženske, pa ne moški. Mislim, da sploh razmerja, tako da ni pa izrecno povedano, da je aromantičen ali aseksualen. To so neka ugibanja.
Tako je. Kak pa je, recimo, pri nam v Sloveniji obstaja kakšna skupnost, aromantična skupnost ali pa na spletu kakšen forum? Če obstaja, jaz za njih ne vem. Lahko me pa pokličajo. Super. Jaz ti lahko povem, da je zdaj sicer ne vem, če še deluje, ampak vem, da je bila aseksualni forum, ki je obravnaval tudi aromantično skupnost. Ampak to, ko sem brala te debate, so vse tako 2014 menda najkasneje nekdo objavil nekaj. Ja. Kako pa drugače, tako LGBTQIA+ skupnost se ti zdi, da je vključujoča do aromantičnih oseb? Težko rečem zares na splošno, kako se skupnost, tudi zato, ker se jih skupnost, kaj pa je to, so to ljudje, ki živijo v Ljubljani in lahko hodijo na te evente. Težko rečem, kako pač skupnost, kakšen odnos ima do tega. Jaz na srečo se gibljem v nekih krogih, ki se je občasno omenjal, sploh okoli Valentinovega, pač da praznujemo vse oblike ljubezni, ne samo romantično, ampak tudi vse druge. Ampak ni pa, se mi zdi, da nisem nikoli, je res tudi, da ne spremljam toliko redno, ampak nisem zasledila še, da bi zares bil kakršenkoli resen pogovor o tem. Pa tudi ne vem, to je vse, kar imam za povedati. Ja, mogoče pride v neko relevantnost takrat, ko se mogoče kakšni dogodki delajo, ki omenjajo razmerja, da se takrat se vključi bolj še aromantičnost in aseksualnost. Ja. Drugače se mi pa zdi, saj z mojega vidika, da poznamo, kaj pomeni ta app, recimo, ampak ni pa toliko prav govora specifično na to temo. Toliko mogoče. Ja, se mi zdi, da res ne. Okej. Jaz sem tukaj našla dve zanimivi besedi. Ena je squish, ki pomeni platonski način ali verzija občutenja ljubezni ali aromantična zaljubljenost. Aha, ja. Občutiš kdaj skviše ali po slovensko si kdaj speštana? Spet težko presodim, kaj je oseba mislila s tem, ko se je odločila za to besedo, ampak ja, definitivno sem, pač, nimam druge besede, kada rečem, da sem bila zaljubljena v določeno število žensk. Tako da če se odločam, da se temu tako reče, definitivno. Ja, in pol, če boš kdaj v takšnem razmerju, lahko uporabiš besedo zukini, ki opisuje partnerja ali partnerko, ali po slovensko bučka. Lahko tudi uporabiš brokoli. Hvala za to informacijo. Ja. Zanima me tudi, če bi lahko potovala nazaj in srečala mlajšo sebe, kaj bi povedala? Mislim, da res mlajša jaz ni imela nobenih problemov s tem pomanjkanjem zanimanja za romantična razmerja. Majčkeno starejša jaz bi pa rekla, da ne rabim, saj to sem objektivno vedela, ampak drugače, če ti nekdo drug to pove, da ne rabim
živeti svojega življenja po nekih vzorcih, ki si ga drugi ljudje postavili kot normalno in izpopolnjujoče. In da, če me druge stvari izpopolnjujejo, je to pač to, kar je pomembno. Ja. Imaš mogoče tudi kak nasvet za osebe, ki presprašujejo svojo privlačnost do osebe ali pa mislijo, da so aromantične? Mislim, da je zelo pomembno, če preprašuješ to biti v komunikaciji z ljudmi, s katerimi hočeš imeti razmerja takšna ali drugačna. In da je ta komunikacija zato, ker pač obstajajo te neke splošno sprejete ideje o tem, kaj je vsakdanje in kaj je normalno in kaj se pričakuje, da ko tvoja pričakovanja odstopajo od tega, je to zelo, pač žal se moramo mi potruditi in malo bolj skomunicirati, kaj je to, kar želimo in kaj nas osrečuje. Tako da, ja, komunikacija. Moram sicer tukaj povedati, da jaz zelo slabo komuniciram. Zato je nasvet tudi zame. Ja, se lahko, kako se reče, priključujem temu. Komunikacija je pomembna, ampak tudi jaz imam težave kdaj s tem. Kako pa drugače ti razumeš koncept ljubezni? Kaj zate predstavlja ljubezen? Definitivno je zelo težko ubesediti. Oziroma ne, v bistvu jo znam ubesediti. Zame je ljubezen to, da si da sprejmeš napake nekoga drugega, torej da sprejmeš osebo takšno, kot je. Druga stvar je pa, da si nekako predan tej osebi, to mislim na tak zelo platoničen in neizključujoč način. In da zame je res ta vrhunec ljubezni to, ko se lahko počutiš z nekom drugim, kot da si sam. Oziroma, da meni osebno, če se jaz z nekom, ko sem v isti sobi, počutim enako udobno, kot če sama sedim doma, potem vem, da pač je to moje razmerje res posebno. In da, ker ni nobenega, ni tega nekega stalnega pričakovanja, da moraš nekaj narediti za nekoga ali pa da mora ta nekdo drug nekaj narediti zate. Ampak je pač preprosto to obstajanje z en drugim je pač dovolj. In to bi rekla, no, da je zame tak res to, kar hočem doseči. No. Ne samo za neko partnerko, ampak v vseh razmerjih, pač prijateljskih, družinskih, karkoli že. Ja, se strinjam. Se mi zdi, da ta odkritost pa pogovor. Ja, tudi to je, tudi to. Pa da se mogoče ne počutiš, da te nekdo zdaj nadzira vsakič. Drugače pa eno vprašanje še imam takšno glede privlačnosti. Dostikrat se mi zdi, da nekako privlačnost razumemo kot nek dežnik izrazov, kamor spada estetska privlačnost, čustvena, pa telesna. In to pol vse skupaj nekako ljudje zapakiramo, da je to ena privlačnost, medtem ko pa lahko mogoče osebe občutijo samo, ne vem, telesno privlačnost ali pa samo estetsko privlačnost do neke osebe. Ja, definitivno pri sebi opazim to kot na vsej romantične privlačnosti
nisem nikoli občutila, ampak ja, pač to telesno pa estetsko kot pač neki tako zelo, seveda se lahko absolutno dogajata hkrati, ampak ja, tudi sem jo izkušala kot čist ločeni. Definitivno je privlačnost precej bolj kompleksna zadeva, kot se nekateri pretvarjajo. Ja. Zanima me potem malo izven vsega tega, v katerem filmu bi si želela igrati, če bi imela možnost v katerem koli. Katerem koli, ki je že bil narejen, tako? Ja. Ampak a je to vprašanje, kater lik hočem biti? A sem jaz dejansko lik v tem filmu, ali samo igram ta lik? Ja, mogoče lahko tako formirava, kateri lik bi si želela igrati v filmu, ki že obstaja. Ok. Cel kup filmov mi pride na pamet. Rada bi samo povedala kot eno zastonj reklamo, da je Portret mladenke v ognju najboljši film, ki je bil kadarkoli narejen. To je moje objektivno in subjektivno mnenje. Ampak bom rekla nekaj drugega, zato ker ta film je toliko popoln, da si ne predstavljam, da bi bilo karkoli drugačnega lahko, kakorkoli drugače lahko bil narejen. Mislim, da bi z največjim veseljem igrala Eponine v Les Miserables. Ok. Ampak da bi bilo bolj eksplicitno queer, ker Les Miserables je queer, pač it just is, in Eponine je zaljubljena v Cosette. Ampak v tej moji verziji, ki obstaja v moji glavi, bi bilo to še bolj eksplicitno, tako da ja. Cool. Ja, igrala bi Eponine. Ne morem nič komentirati, ker žal še nisem gledala. Film je slab, film je zelo slab, ampak musical je pa odličen, pa knjiga je še bolj odlična. Knjiga je ena izmed najbolj smešnih knjig, kar sem jih prebrala v svojem življenju. Tako da ja, to bi bil drugačen film, to bi bil boljši film. To bi bil, ne samo boljši, to bi bil pač dober film. Več kot 5 zvezdic. Ja, tako je. Okay. Kaj pa, če bi lahko zbirala, katero sadje ali zelenjava bi bila? Ojoj, to bi mu nekdo pol pojedel. Si bom izbrala malino, ker so maline odlične. Cool, super, se strinjam, maline so res. Pa imam precejšno možnost, da me ne bo noben pojedel, ampak bom samo odživela svoje življenje nekje na polju, tako da, jej. Fajn prihodnost. Jaz tudi ne vem, kaj bi rada bila. Enkrat sem že tudi hotela biti malina. Ampak bom šla na to, da zadnje čase jem dosti brokolija, tako da bi rada bila brokoli. Brokoli je cool. Ok, za na konec bi povedala, kaj še našim poslušalkam, poslušalcem. Mislim, da hočem povedati samo to, da je najpomembnejša stvar zame, ne najpomembnejša, da je stvar, o kateri bi vsi lahko malo več razmišljali, to, da je vsak človek ima drugo izkušnjo in vsaka LGBT oseba ima drugo izkušnjo in da je pač treba se poslušati in sprejeti to, da vsi malo drugače razumemo in doživljamo te svoje izkušnje in da je, ja, da nas tudi to lahko povezuje, ne samo to, da smo na tak ali drugačen način enaki. Ja, super povedano, mi je všeč. Ok,
Ok, potem je pa to epizoda 11, če se ne motim, smo pri koncu. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, da nas spremljate in se vidimo v naslednji epizodi oziroma slišimo. Adijo! Adijo! All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow! All for rainbow. rainbow. All for rainbow.